Od slike do besede. Od slike do besede. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v oddaji Od slike do besede. Tokrat se bomo spomnili, da od smrti izjemnega zdravnika, pisatelja in pesnika mineva natanko 15 let. Psihiater Jože Felc se je rodil 26. marca leta 1941 v Spodnji Idriji, umrl pa je 25. avgusta leta 2010 v Celju. V prvem delu oddaje bomo poslušali misli Janeza Bizjaka, ki jih je napisal v Felčevo zadnjo knjigo, ki je izšla pri založbi Bogataj. V drugem delu oddaje pa bo z nami zdravnica, njegova soproga Alenka Heferle-Felc, ki bo povedala, zakaj je bil psihiater Jože Felc tako izjemen in izreden človek. Prav lepo vabljeni k poslušanju oddaje. Knjiga je iskrena in pretresljivo intimna iskateljska izpoved primarija Jožeta Felca, uglednega slovenskega zdravnika, psihiatra, pisatelja, esejista, dolgoletnega glavnega urednika slovenske psihiatrične revije Vice versa in urednika slovite idrijske revije Kaplje. Premišljevanja, zapisana v njegovem dnevniku spomladi leta 2007, nam odkrivajo velikega, a v naši usmiljenja vredni kulturni srenji, prezrtega slovenskega razumnika in izobraženca v najbolj žlahtnem pomenu besede. Človeka plemenite duše in izjemne duhovne širine. Človeka, obdarjenega z občudujočo ustvarjalnostjo, a tudi človeka, ki ga je življenje zaznamovalo z nečloveškim trpljenjem in hudimi preizkušnjami. Kot maturant je izvedel za svojo neozdravljivo bolezen, multiplo sklerozo. Napovedovali so mu le še 20 let življenja in mu zato odsvetovali študij medicine. Ni poslušal nasvetov uglednega zdravnika, ampak se je spoprijel z nemogočim, doštudiral, živel še 50 let in postal eden najbolj znanih slovenskih psihiatrov. In plodovit pisatelj, ki sam, brez pomoči drugih, ni mogel pisati, a je pisal knjige in strokovne študije. Telesno popolnoma ohromljen je dosegel nemogoče, ter se prisilil živeti v nemogočem in z nemogočim. Poklicno in pisateljsko se je posvetil drugemu svetu, ujetemu na obzorju drugačnosti, tragedijam in dramam duševnih motenj. Bil je zelo iskan specialist psihiater, čuteč sogovornik in poslednje upanje drugačnih, kot je z očetovsko sočutnostjo imenoval svoje paciente, na družbeni rob odrinjene nesrečnike, ki so jim določili zadnji dom gori na griču. Tako na Primorskem imenujejo psihiatrično bolnišnico Idrija, posebni svet, v katerem se prepletajo poti in stranpoti duševnega zdravja in duševnih bolezni. Kje je meja?
Janez Bizjak nadaljuje. V psihiatriji je meja negotova, pravi Felc in zapiše: nič ni zdravo, če ni bolno. In vse je bolno, če je zdravo. Sebe je imenoval samotni jezdec ali osamelec z griča. V psihiatrični bolnišnici je delal in živel 42 let. Od tega 32 let kot predstojnik. In pisal. Ko ni mogel več hoditi in so ga na vizite vozili, je delovna soba postala njegov dom, njegovo življenje in njegov otipljivi svet. Intimni in zunanji. V prisiljeni samici, v moji čumnati, kot je rekel, je sanjal in hrepenel po daljnih svetovih, ki so mu bili zaradi napredujoče priklenjenosti na voziček nedosegljivi. Zunanji svet je prihajal k njemu. Prinašali so ga tisoči pacientov, vsak s svojim drugačnim svetom. Hodili so z vseh koncev, potrebni različnih pomoči, strokovnih nasvetov, predvsem pa razumevajoče besede. Znani in neznani so prihajali, tudi zelo znani, ugledni in anonimni. Tudi taki, ki jih ni nikoli pričakoval. Grič stoji na geografskem robu Slovenije, toda z tega obrobja je Felc ustvaril nenavadno središče razmišljujoče Slovenije. Zaupnik številnih znanih ljudi iz javnega in umetniškega življenja je veliko vedel, a je bil kot spovednik zavezan poklicni molčečnosti in se je tega tudi dosledno držal. Nekaterim sem bil poslednje upanje. Ko so obupanci in upajoči prihajali k njemu, se najbrž ni nihče zavedal, da sedi nasproti nenavadno preizkušanega človeka, razpetega med dvome ter duševno in telesno trpljenje, da je pred njimi človek, ki bi morda sam najbolj potreboval besedo in nekoga, da bi mu zaupal svoje stiske. Psihiatri pogosto potrebujemo psihiatra, je zapisal v svoji knjigi Osamelci. V 42 letih dela v psihiatrični bolnišnici Idrija je moral popiti prenekatero kapljo pelina. Nekajkrat sem bil na natezalnici nerazumevanja, predsodkov, a priornih diskvalifikacij in neokusnih intervencij. Janez Bizjak se v nadaljevanju spremne besede sprašuje: kaj bi bila Idrija brez oporečniške revije Kaplje, nastale leta 1966, kot protest pisane druščine ozaveščenih študentov in bodočih univerzitetnih diplomantov, ki jih je razganjala mladostna ustvarjalnost in nasprotovanje ljubljanskemu večvrednostnemu posmehovanju nepomembni provinci. Pobudnik Kapelj je bil leta 2019 umrli profesor Tomaž Pavšič, njihova duša pa glavni urednik Jože Felc. Kot vsaka mlada generacija smo tudi kapljaši verjeli v drugačen svet in hlastali za nemogočim. Biti osvajalci časa in spreminjevalci sveta. Naše početje je bilo odgovor na Kardeljevo vizionarsko puhlico o pluralizmu samoupravnih interesov.
Kdo od mladih bi danes še znal razložiti to cinično skovanko? V kapljah se je ujel odmev študentskega vrenja po evropskih univerzah. Ko so v Parizu leta 1968 izbruhnili siloviti nemiri in je vso Evropo prevetrila praška pomlad, smo kapljaši že diplomirali. In s pomilovanjem opazovali očitno narejenost umetno spodbujenih demonstracij v Ljubljani. Kaj je ostalo po 50 letih od tako imenovane evropske prevratniške generacije 68? Protestirali so proti vsem vrednotam in prisegali na filozofijo Niča. Sanje so se jim izpolnile, saj za njimi ni ostalo nič. Najglasnejši in najbolj nepopustljivi protagonisti so se umirili v brezskrbnem brezdelju, dobro plačanih služb in v navidez uglednih, a popolnoma nepotrebnih funkcijah, prisesanih na vimena državnih proračunov, od Pariza do Beograda in Ljubljane. Razbežala se je tudi pisana združba razboritih varuhov zdravega okolja, brezciljnih mirovnikov, netolerantno obsedenih sufražetk, brezposelnih alternativcev, divjih bojevnikov za pravice zatiranih v tretjem svetu, med Indijo in Evropo vegetirajočih in miselno odsotnih hipijev ter ostarelih, higiensko zanemarjenih in ležernih modrecev, ki jim zaradi nerazumevanja njihovih razmišljanj nihče ni upal ugovarjati. Moja generacija, pravi Jože Felc, je zorela in dozorela v lažni bleščavi samoupravnega socializma in kulta osebnosti. Jože Felc je bil eden najvidnejših in najbolj ustvarjalnih predstavnikov naše tako imenovane vmesne generacije. Rojena na družbenem dnu, med drugo vojno ali tik pred njo, je bila ožigosana kot drugorazredna in generacijsko vmesna. Nikoli ni bila pripuščena k mizi odločanja, soustvarjanja in vodenja države ali družbenega razvoja. Najprej je bila premlada, nato zapostavljena in odrinjena, a stalno nadzorovana, na koncu pa prestara. Le skrbno izbrani so bili izbrani, da so smeli biti smeli, glasni in kritični. Drugorazrednim odrinjencem so ostala nepomembno družbeno obrobje in uvrstitev na sramotilni seznam sumljivih razrednih sovražnikov. Usojeno nam je bilo biti izgubljena generacija. Vmesni generaciji ni bilo dano stopiti v areno zgodovine in povedati: to sem jaz, ki sem sposoben, vreden in imam poslanstvo. Našo generacijo vmesnikov so prehiteli polpismeni, kulturno neizobraženi in objestno brezobzirni mladeniči, prevaranti v elegantnih Armanijevih oblačilih, ki so po letu 1990 brez sramu in brez kazni pokradli skupno slovensko premoženje ter ga poskrili v bankah in poštnih nabiralnikih neznanih eksotičnih dežel. Ne le premoženja, ukradli so nam tudi domovino in naše sanje o svobodi. V idrijskem kotlu smo pričakali čas, ki tolikirim sopotnikom in politikanskim rokohitrecem predstavlja priložnost. Mnogi so jo izrabili. Mi smo bolj ali manj ostali tam, kjer smo bili.
Tako zapiše Jože Felc leta 1992. 17 Felčevih knjig predstavlja 17-letni cvet. Noben cvet nima vrstnega reda svojih listov. Vsi so enakovredni in enako pomembni. Toda v tem knjižnem cvetu ima en list simboličen pomen. To je knjiga psihiatrovih zapiskov Osamevci. Ko jih je pisal, se najbrž ni zavedal, da bodo Osamevci tudi prispodoba njegove osebne drame, križevega pota, ki ga zmorejo le izjemni. Tudi kot pisatelj je bil osamelec. Ni pripadal nobeni skupini, nikjer ni bil zraven in nihče ga ni vabil zraven. Poklicno in pisateljsko se je posvetil drugemu svetu, ujetemu na obzorju drugačnosti, tragedijam in dramam duševnih motenj. Ta svet osamevcev, nadaljuje Janez Bizjak, poznajo v vseh jezikih in kulturah, ne glede na barvo kože ali raven človekove čudi. Felčevo delo so različni kritiki ocenjevali zelo različno, od naklonjenih in spodbudnih do nedobronamernih. Največ pa je bilo tistih, ki so se sprenevedali in skrbno pazili, da ga ne bi opazili. Ignoriranje njegovega knjižnega opusa je seglo celo v slovenski literarni leksikon, izdan kmalu po njegovi smrti. Njega v tem leksikonu ni. Ko se je razbohotila inflacija raznih državnih književnih priznanj za zasluge, ki so jih dobili v glavnem nezasluženi črkarski rokohitrci, Felca ni bilo zraven. Kot ga ni bilo zraven pri kakšni nagradi Prešernovega sklada. Na njegovo srečo. Glede na jagodni izbor avantgardnih nesmrtnikov v navednicah v zadnjih letih, bi bila za Felca žalitev biti zraven. Bolezen ga je razjedala telesno, duhovno pa je vedno bolj rasel. Življenje je po Jungu razumel kot energijo ciljev. Bolj ko je usihala njegova telesna moč, bolj sta kipela ustvarjalna lucidnost ter sla po novih izzivih in ciljih, s katerimi je kljuboval napredovanju bolezni. Felčev vsakdan je bil razpet na natezalnici zloveščih skušnjav med telesnim in duševnim zlomom ter odrešujočim upanjem v nemogoče. Najbrž bi postopno odnehal in se zlomil, če ne bi doživel čudeža, ko je v njegovo življenje stopila in mu stala ob strani zdravnica Alenka Heferle, njegova žena, njegov angel varuh, sopotnica in sotrpinka, ki ga je spodbujala pri njegovem trdoživem kljubovanju brezobzirni bolezenski zasledovalki. Psihiatrov križev pot 2007 je Jože Felc pisal v svojem zadnjem, duhovno najbolj intenzivnem obdobju notranje dozorelosti, ko se premišljujoči človek začne vedno bolj in vedno pogosteje spraševati o poslednjih stvareh, o Bogu in tistem onkraj spoznavnega. Posamezne postaje tega križevega pota
odpirajo pogled v njegov intimni svet nenehnega samospraševanja o smislu psihiatrovega dela, o uspehih in neuspehih, o poklicnih zmotah, stiskah in dvomih. Razkriva nam neprizanesljivo natezalnico z občutki sokrivde, kadar se je zdravljenje obrnilo drugače od pričakovanega, ko tudi terapevt ostane nebogljen. Epizode nerazumljive razčustvenosti, tako Felc, ko strokovni kanoni, ki naj bi veljali za zmeraj, a se je marsikaj pozabilo in izničilo do tiste mere, da se sedaj smešijo. V vrtincu osebnih stisk išče izhod v lirični meditaciji. Kadar je človek v stiski, se sprašuje, ali bo sploh še kdaj pomlad, čas rasti in rojstev. In se z neskaljeno toplino spominja deških let, ko je v blokec zapisal pesmico. Najvišji gor nad nami bdi, on petje ptičicam deli. Njegova vizionarska kritična spoznanja so aktualna še danes. Razbohotena gibanja, ki imajo v svojem naslovu in izhodiščih zapisano skrb za človekove pravice, so večkrat z nekritično vnemo degradirala psihiatrične inštitucije, tako da so jih proglašala kot ustanove, kjer se praviloma kršijo človekove pravice. To so tihi spodbujevalci nereda, disocialci, včasih celo v službi kakšnega z leporečnimi idejami polakiranega totalitarnega sistema. Ali pa so pod pezo neokusnih diskvalifikacij v humanističnih igrokazih ter plehkega komentatorstva poniglavih politikantskih igrarij. Felčeva izpoved poklicnih dilem dobi dodatno razsežnost, kadar človek pomisli na tiste njegove stanovske kolege v nekaterih delih nekdanjega vzhodnega bloka, kodar so bili psihiatri menda sposobni, neobremenjeno in brez slabe vesti, prodajati svoj podpis za zlohotne obsodbe številnih, duševno popolnoma zdravih ljudi, ki so jih zapirali v umobolnice, da se je tako oblast znebila neprijetnih oporečnikov. V nadaljevanju spominske oddaje zdaj prav lepo pozdravljam soprogo, zdravnika, psihiatra, pesnika in pisatelja Jožeta Felca. Z nami je Alenka Heferle-Felc. Dober večer in dobrodošli. Dober večer in hvala za povabilo. Ni prvič, da se tako srečava, malce se že poznava, bili ste tudi sodelavka tukaj na Radiu Ognjišče, ampak nocoj bi se spomnili, da je od slovesa vašega moža minilo 15 let, a ne? In vem, da hodite na njegov grob, nosite svečke, nosite rože. Pa me zanima, glede na to, da se z odhodoma naših ljubljenih ne konča odnos, kako komunicirate zdaj z njim? Kaj mu poveste, ko pridete na njegov grob? Pravzaprav danes sem bila tam. To je težko opisati. Pravzaprav je on nekako ves čas navzoč. Tja nesem ponavadi svečko, cvetje je v takem malem nasadu. Bolj kot pogovor gre pravzaprav za občutje, nek globok občutek pripadnosti, povezanosti, zavest, da je pravzaprav on nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju. To srečanje, najino sobivanje
najinost, kot rečem temu najinemu odnosu. Včasih pa ni treba, da sem ravno tam na grobu. Grob je pač kraj spomina, ne pa njegove navzočnosti. Njegova navzočnost je nekako vselej. On je vedno nekako navzoč, vedno čutim, da je z mano. Tako da ta pogovor teče bolj v drugih primerih, v drugih situacijah, v drugih življenjskih položajih, trenutkih. Kaj bi ti naredil, kaj bi ti svetoval, daj pomagaj mi v tem smislu. Sicer je pa samo občutek ene globoke povezanosti. Ja, verjamem, da je to, kar govorite zdaj, zelo razumljivo našim poslušalkam in poslušalcem, zlasti tistim, ki so morda izgubili dolgoletnega sozakonca, in so to stvari, ki so pravzaprav čisto razumljive. Jožeta Felca jaz osebno nisem poznala, kar mi je zelo žal, se ga pa spominjam, da so o njem govorili kot o pojmu dobrega zdravnika, na Primorskem, tam je bila psihiatrična bolnišnica v Idriji, kraj, kamor so šli vsi, ki so imeli kakršnekoli duševne težave. Poznam pa doktorja Marka Pišljarja, tukaj imate njegovo knjigo, bova pesem pustili za malce kasneje. Tudi on je na predstavitvi Jožetove zadnje knjige povedal nekaj besed, ki jih bomo tudi slišali. Ampak, Alenka, kaj bi vi rekli, kaj je bila izrednost vašega moža? Ja, res je bil izreden človek. Mislim, da je bil genijalen. Če se spominjate Stephena Hawkinga, tega velikega znanstvenika, fizika, no, on je imel amiotrofično lateralno sklerozo, drugo bolezen, ki prav tako onesposobi telo. Pri njem je to čudežno dolgo trajalo, ponavadi se konča življenje, maksimalno 5 let živijo s to boleznijo. Pri Hawkingu je to neverjetno dolgo trajalo. No, in on je bil en tak izjemen človek, izjemen znanstvenik, ki je deloval kljub svoji telesni, pravzaprav, negibnosti, priklenjenosti na voziček. To je beseda, ki je moj mož nikakor ni maral. On je vedno rekel, če sem na kaj priklenjen, sem na svobodo. In dejansko je bil on človek, ko sem ga spoznala, se mi je zdel najsvobodnejši človek, kar sem jih srečala do takrat. Zato, ker njega v naši državi, nekdanji državi, je bilo treba zelo paziti na besede. No, on se je pa na to precej, pravzaprav se na to ni zelo oziral. On je čutil, če je nekaj res, je treba povedati. In tega se je držal. Prej sem omenjala Hawkinga, če bi živel v, recimo, kakšni drugi državi, večji državi, bi morda ta njegova osebnost bolj odmevala. Slovenija je vendarle majhna in zunaj naših meja ta velika imena Slovencev pravzaprav ne prodrejo tako zelo in tako pogosto. No, sam nikoli ni govoril o bolezni, na primer, o težavah, ki jih ima v zvezi z boleznijo. Nikoli ni, težil, sploh ne. Recimo, ko je narekoval, včasih v službi
narekoval izvide s takšno hitrostjo, da so tri strojepiske pisale tiste izvide, da so ga komaj dohajale. In tudi ustvarjal je vse, kar si je zamislil, je potem narekoval, kar je izjemno težko. Sam je rekel, da je svoj spomin izuril do takšne perfekcije, da je recimo ugotavljal, da je z leti njegov spomin boljši, kot je bil, ko je bil mlajši, ko je bil mlad. Zato, ker je bil prisiljen si vse zapomniti in nič ni mogel zabeležiti. In tako so tudi vsi njegovi romani nastajali v glavi, v nočeh, ko je v njegove noči, mislim, spanje je bilo dovolj kratko, on ni potreboval zelo veliko spanja, vse noči je imel prižgan radio, tako da je veliko poslušal in snoval. In snoval svoje romane, ki jih je potem narekoval. Kar se mi zdi izjemno težko, tudi potem je prebral, sicer pregledal, kaj popravil, ampak v glavnem so vsi njegovi zapisi nastajali tako, da jih je narekoval. Poleg tega je bil res dober človek, izjemno odprt, tudi zelo humoren, iskriv, duhovit. Pri njem sem spoznala, da pravzaprav je potrebna inteligentnost za dobro duhovitost. Potem zelo preudaren je bil. To, da je pa ni maral izraza priklenjenost na voziček, to sem pa že omenila, in je res vsakič znova to zavrnil in dejal, da če je na kaj priklenjen, je na svobodo. Ja, končali ste izjemno lepo. Biti priklenjen na svobodo, saj to je pravzaprav cilj vsake razmišljujoče in zrele duše, a ne? Ampak kaj, ko nas vklapljajo take in drugačne okoliščine. Rekli ste, da je bil zdravnik, to vemo, in ta poklic je sam po sebi dovolj zahteven. Poleg tega je še pisal, zdaj smo slišali, da je pisal v nočeh, a ne, da je potreboval malo manj spanja. Kako resno je pa jemal svoj poklic? On je bil predstojnik te psihiatrične bolnišnice v Idriji in se mi zdi, da so ga imeli tako osebje kot tudi pacienti kar radi, kaj ne? Zelo, tudi on je imel neizmerno rad paciente. Meni je bilo to pravzaprav, veliko sem se naučila, ko sem hodila tja k njemu tudi v bolnišnico. Jaz sem se sprva nekoliko bala teh ljudi, teh pacientov. Spominjam se, ko me je eden od njih nenehno spraševal, če poznam neko Majdo, ker prihajam iz Ljubljane. Pa sem vedno po pravici povedala, da nič ne vem o neki Majdi. In potem mi je enkrat rekel, ja pa ne moraš reči, da jo poznaš in da ga lepo pozdravlja. Veš, kakšno veselje mu boš naredila. No in naslednjič sem se držala tega nasveta in sem seveda pacientu potem rekla, ja, seveda poznam jo, lepo vas pozdravlja. In dobila sem širok nasmeh pacientu, mislim, da je to polepšalo tisti dan. Tako da sem se počasi naučila, ali pa recimo spominjam se, ko mi je neka gospa, tudi pacientka, ko sem prišla naproti s šopkom travniških cvetlic in rekla, Nate. In jaz sem bila vsa srečna, hvala, ona pa meni, za doktorja Felca.
Tako, no in tako da, no, počasi sem tudi sama vzljubila te ljudi in jih razumela. Spominjam se, ko mi je nekoč dejal, da je prosil nekega pacienta, če mu lahko pobere, mislim, da je svinčnik ali nekaj je padlo na tla, pa je rekel, ne bom pobral. Rekel, zakaj pa ne? Je rekel, zato, ker sem kralj. In moj mož se je znal potem temu prisrčno nasmejati in je, zato. Potem je pa v redu, seveda razumem, da nikakor ne moreš pobrati tega stav. No, tako da skozi njegove pripovedi sem res tudi samo kar vzljubila te ljudi, on jih je imel pa neskončno rad in pravzaprav težko rečem, ampak bi skoraj rekla, da je bila psihiatrija njegova prva ljubezen. Medtem ko, upam, da je vsaj nekaj načaj bil med psihiatrijo in menoj, ampak zagotovo je bil izjemno privržen svojemu poklicu, tudi vedno znova in znova je prebiral strokovne knjige, tudi učbenik, tudi tisto njihovo Biblijo, tako rekoč, psihiatrično, vedno znova in zelo je sledil napredku stroke. Imel je pa tudi izjemen občutek za človeka, on je znal prodreti prav v globino njegove notranjosti. Tako nenavadno jih je razumel, tako popolnoma, in iz tega je potem sledilo tudi, da je bil izjemno dober diagnostik. No. Pred kratkim njegov sodelavec, tudi naslednik, dr. Marko Pišljar, je že v času, ko sta sodelovala, pisal pesmi. No, rekel je, da je v zadnjem letu, to je bilo leta 2009, 2009 je že odšel, je že zaključil svoje delo, je že zapustil bolnišnico. Leta 2008, mislim, to je bilo zadnje leto, ko je bival še tam, mu je pokazal nekaj svojih pesmi in moj mož mu je dal nekaj napotkov in mu hkrati povedal, da je nekaj teh pesmi pravih biserov, kar je dalo Marku spodbudo za nadaljnje ustvarjanje. Tako da je zdaj čisto pred kratkim izšla druga zbirka njegovih pesmi in to pripovedujem zato, ker je v tej drugi zbirki tudi pesem posvečena mojemu možu. In jaz nikoli ne bi znala tako lepo opisati svojega moža, kot je v svoji pesmi njega opisal in se o njem izrazil ta njegov naslednik, tudi poznejši predstojnik, ki je zdaj tudi že zaključil svoje delo na redno delo, tako, ne, svoje delo še ni zaključil, pač pa ni več redno zaposlen v psihiatrični bolnišnici. No, nikoli ne bi znala tako lepo ubesediti osebnost Jožeta Felca, kot se je to posrečilo Marku Pišljarju. Ja, ampak preden boste prebrali pesem, predlagam, da bi poslušali še, kaj je Marko Pišljar povedal na predstavitvi zadnje Jožetove knjige. Bil sem več kot 20 let sopotnik, sodelavec Jožeta. Imam občutek, da sem kot da bi bil
na sestanku, na našem rednem jutranjem srečanju. Zakaj? Jaz sem to knjigo dobil pravzaprav v elektronski obliki že tam leta 7-8. Po vsebini se pravzaprav dotika tistih najtežjih etičnih vprašanj, ki jih srečuje psihiater. In moram reči, da skoraj večina od teh zgodb sem v tem času slišal iz njegovih ust. Od tiste prve o pedofiliji, silno težka vsebina, ki jo je takrat razkrival. Zelo dobro bi bilo, da bi bila ta knjiga takrat izdana. O vprašanju, kako s terapijo, ker vemo, da smo neuspešni, pa do tega, ali in zakaj ne pomagati tudi pedofilom, pa problemom psihopatije, do ene silno subtilne problematike obsesivno-kompulzivne motnje, vsiljivih vsebin. Gre za to zgodbo samomora župnika po 30 letih trpljenja, pa do zaključka, kjer se dotakne te grozne naše zgodovine, mariborsko tezno. Tako, zdaj smo slišali Marka Pišljarja, zdaj pa predlagam, Alenka, vi tudi berete, a ne, lepo, tudi na predstavitvah, ko tako sodelujete z branjem, pa bi nam zdaj prebrali še tole njegovo pesem. Ja, res, ne morem si kaj, nisem si mogla kaj, da je ne bi prinesla s seboj, jo bom res z veseljem prebrala. Jožetu Felcu. Prišel je v moje življenje kot dan prebujajoč se v noči, kot se rodi prijatelj v vedrino mladosti. Njegov dih je zaznamoval ogenj preizkušnje, v meglico obvladovanja zastrta nemoč, trdo življenje, oropano svobode gibanja, dotikov trav, korakov, prihajanja in odhajanja. Zagledal sem se v moč volje. Njegove besede so privabljale, se dotikale notranjosti. Besede, ki so želele pronicati v skrivnostno preddverje duše, v ogledalo doživljanja, v labirinte razmišljanja, v srečujočo in bolečo bližino sobivanja. Njegova anima me je prižemala v nedrje bližine, nagibala na steze hrepenen. Njegova beseda me je vedno znova razklepala po poljanah svobode. Slišali smo zdaj pesem, ki je veliko povedala tudi o temah, ki se jih nisva dotaknili, ampak meni odzvanja to, kar ste rekli, da ni nikoli težil svojo boleznjo, ne, ker poznamo ljudi, ki stalno jamrajo in jokajo, a ne pa zdravo hodijo. Glavna vsebina pogovorov je njihovo zdravje, ja. Ja. Oziroma bolezen. Ja, Jože pa ni bil tak, ne? Ne, nasprotno, tu v tej pesmi se mi zdi, da je na seveda umetniški način ubesedeno precej tega, kar sem povedala. Bil je oropan svobodi gibanja, ampak kljub temu se je njegova beseda razklepala, kot pravi Marko, po poljanah svobode, a ne? Potem, da je znal pronicati v skrivnostno preddverje duše, tudi o tem sva govorili, kako zelo se je znal živeti v sočloveka, v pacienta, da je bil pa zaznamovan z ognjem preizkušnje, kot je znal res lepo ubesediti Marko Pišljar, v meglico obvladovanja zastrta nemoč. Ne, se pravi, nikoli ni pokazal te svoje nemoči,
vse to je zastrl z nekim obvladovanjem svoje situacije, svojega trenutka, tako da mislim, da je pesem res izjemno dragocena. Meni veliko pomeni in res lepo v besedi to njegovo osebnost. Ja, danes se spominjamo, oziroma letos se spominjamo 15. obletnice slovesa doktorja Jožeta Felca. Kako hitro tečejo leta. Hitro vam je minilo. Ja, mislim, vse najbrž tudi vsem drugim. Leta neverjetno Z leti hitro še hitreje minevajo. pravijo, ne? Dnevi minevajo, Ja. tedni, meseci, ampak leta kot bi pihnil, Tako. kot bi trenil. Zdaj bi se obrnila še na te revijo Idrijske kaplje. Pred leti sva bili obe tam navzoči v Idriji, a ne, ko so se spominjali 50. obletnice. A ne. Doktor Jože Felc je bil kar eno gibalo teh kapljašev. A ne. Kdo so bili ti ljudje, zakaj so ustanovili to revijo, ki je potem po nekaj letih zaradi pritiska režima potem nehala izhajati? Ja, glavni pobudnik je bil Tomaž Pavšič, profesor, slovenist. No, on je bil pravzaprav sprva glavni in odgovorni urednik, no, potem je pa odgovorni urednik mogoče tudi glavni, pravzaprav čisto točno tega ne vem, je potem bil Jože Felc, ampak vsi trije nosilni, poleg tega je bil še profesor, tudi slovenist, doktor Vinko Cuderman, vsi trije so zdaj pokojni. Tako da ostaja jih še nekaj, med njimi je zagotovo izjemno prodoren Janez Bizjak, ki tudi še vedno piše, ustvarja, medtem ko ostali, recimo arhitekt Milan Božič, on se bolj osredotoča na svoje delo, je tudi pravzaprav že zaključil z rednim delom. Tako da, medtem ko ti trije so bili izjemno pišoči in so tudi privabljali druge intelektualce, zelo so bili ponosni na to, da je z njimi sodeloval Boris Pahor, pa še nekateri vidni ustvarjalci besede. No, in ko se vi zdaj dobite, če se dobite, a ne, s temi ljudmi, je verjetno misel na Jožeta nekje vedno posredi, a ne, morda tudi ne, da ubesedite vsako misel, ampak nekako je del te ekipe še vedno, ne? Pravzaprav se dobivamo, doslej vsaj smo se dobili vsako leto v avgustu. To je bil mesec, v katerem se je Jože Felc poslovil, ampak se z Mašo spominjamo vseh treh pokojnih kapljašev, potem pa sledi pač tako družabno srečanje, kjer se sicer tudi spominjamo vseh treh, vendar pa pogovori tečejo tudi o drugih stvarih. Jože Felc je tudi zelo veliko pisal in napisal. Meni se zdi, da to njegovo literarno delo, njegov opus, ne vem, če je čisto ovrednoten, tako kot naj bi ga ovrednotila literarna stroka. Ali mislite, da bo ta čas še prišel, kdo se bo lotil tega? Je kaj upanja, da bo nekoč to sistematizirano lepo, da bomo kaj več vedeli o tem? Ja, upanje vedno ostane, ne? Upanje nikoli ne umre. Zdaj vem, da je profesorica, doktorica Helga Glušič pisala tudi ocene, prebirala njegove knjige, sodelovala na predstavitvah. Po njej pa je bilo tega manj ali nič
mislim, da se je celo zgodilo, da v eni od, a je to literarni leksikon, niti ni omenjen, ne. Zdaj uredniški odbor sestavljajo ljudje, ki se jim najbrž ni zdelo vredno ga omeniti. Ne vem. Upam, da bo našel ustrezno mesto. Je pa res, da branje njegovih del ni lahko branje. To ni branje za kratek čas, to ni branje, kot bi recimo bral neko detektivko, pravljico, ampak terja celega človeka in terja razmislek, terja poglabljanje, tako da verjamem, da je to kar trd oreh, ne, se poglobiti v njegova dela, čeprav spet ne vsa, ne, saj so pa tudi zapiski, recimo kot so osamelci, psihiatrovi zapiski. Jaz mislim, da ni treba biti ne vem kakšen intelektualec, da se poglobiš v tisto pisanje, a ne. Pa so prošnji dnevi, kjer so dnevniški zapiski in tako naprej, tako da so tudi lahkotnejše, tudi duhovite stvari. Tudi se spominjam, da je Radio Slovenija, mislim, da eno, dve, ne vem, teh njegovih zgodb celo dramatiziral. Pripravili so eno tako kratko dramaturško predstavitev. In takrat so mu rekli, da so tudi druge njegove pripovedi izziv, da pa so problem sredstva, finančna. Tako da, sama mislim, da tisto, kar ima dušo, in upam si trditi, da njegovo pisanje ima dušo, nikoli ne umre. Nikoli ne umre, tudi tiste knjige, ki morda so po knjižnicah, jih bo že kdo našel, ki bo iskal dušo ali dobro besedo ali tudi težko besedo. Alenka Heferle-Felc, lepo se vam zahvaljujem, da ste povedali toliko zanimivih stvari o doktorju Jožetu Felcu. Vam želim zdravja in sploh vsega dobrega in lepega v življenju. Jaz pa vam še naprej tako ustvarjalno delovanje, take lepe oddaje in še enkrat resnično hvala za povabilo. In tako smo prišli do konca oddaje Od slike do besede, ki smo jo tokrat posvetili psihiatru Jožetu Felcu. Oddajo sem pripravila in uredila Mateja Subotičanec, v tehnično pomoč mi je bil Matej Kržišnik. Takoj po predvajanju bo oddaja dostopna med našimi podcasti. Hvala, spoštovani poslušalci, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Lahko noč. Od slike do besede. Od slike do besede.